Jutri bo znan dobitnik letošnje Veronikine nagrade. V Vrhu nad Laškim namenu predali energetsko obnovljeno osnovno šolo. V Velenju so odprli Pump Track poligon. Štajerski nogometni derbi v Mariboru se je končal brez zmagovalca. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Na Starem gradu v Celju bodo organizaciji Fit Medije in Mestne občine Celje jutri zvečer podelili letošnjo Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko v Sloveniji. Letošnji zlatnik poezije bo prejela domačinka Bina Štampe-Žmavc. Dobitnik Male Veronike pa je dijak gimnazije Celje Center Tilen Lentner. V primeru slabega vremena bodo prireditev izpeljali v Narodnem domu. Če bo veljala napoved naših vremenarjev, to pomeni, da bomo jutri zvečer zagotovo na gradu in tudi primerna temperatura bo, saj obljubljajo celo 26 stopinj, tako da zeblo nas ne bi. Sicer bo pa jutri resnično praznik slovenske poezije v Celju na gradu. Predstavili bomo obširen program, kajti letos ne gre samo za podelitev Veronikine nagrade, gre tudi za podelitev Male Veronike in zlatnika poezije. Posebej pa smo se letos spomnili tudi 90-letnice rojstva Toneta Pavčka in njegovega sina Marka Pavčka, 60-letnice rojstva, ker je bil Tone Pavček ne samo Veronikin nagrajenec, bil je tudi prejemnik zlatnika poezije in velik prijatelj Veronike. In moram povedati, da je Saša Pavček, njegova hčerka, takoj ko smo jo povabili, da bi letošnjo Veroniko poklonili tudi v spominu njenemu očetu, je bila zelo za, tako da sem prepričan, da bomo jutri zvečer na gradu slišali veliko lepe poezije. V občini Laško v teh dneh obeležujejo krajevna praznika v krajevnih skupnostih Jurklošter in Vrh nad Laškim. V slednji so praznovanje združili z odprtjem energetsko prenovljene podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim. V občini Laško so v soboto namenu predali še zadnjo osnovno šolo, ki so jih v preteklih letih obnavljali. Nekako naše investicije v šolstvo so se začele že tam v letu 2007-2008 za izgradnjo nove šole v Šentrupertu, potem so bile pa na vrsti v bistvu energetske sanacije, kot tudi vse ostale sanacije vseh ostalih podružničnih šol, kot tudi centralne osnovne šole v Primorju, Trubarju, Laško in pa osnovne šole v Rimskih Toplicah. Tako da smo samo za obnove teh šol v preteklih letih namenili približno 3.600.000 evrov. Približno polovico zneska so pridobili z nepovratnimi sredstvi iz ekosklada. Sama investicija v to šolo, ki je bila res velik zalogaj, glede na to, da je same energetske sanacije so razmerno malo upravičenih stroškov bilo, šola sama pa dotrajana, je bilo potrebno vložiti približno 370.000 evrov, 360-370.000 evrov. Ker je bilo pa upravičenih stroškov so razmerno malo za samo energetsko sanacijo, smo dobili tle približno 61.000 evrov nepovratnih sredstev, ostalo smo pa nekako namenili iz občinskega proračuna. Pri obnovitvi so izvedli tudi ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in poskrbeli za večje bivalno ugodje. Energetska sanacija ovoja stavbe je zajemala sanacijo toplotno-izolacijske fasade in fasadnega podstavka, vgradila so se nova lesena okna in vrata s troslojnim toplotno-izolacijskim steklom. Šola je dobila tudi novo streho, s tem pa so se pridobili tudi novi prostori v mansardi in sicer 2 novi učilnici ter sanitarije. Poleg energetske prenove je občina tudi generalno prenovila notranjost objekta. Velenje je eno tistih slovenskih mest, ki se lahko pohvali svojim Pump Track poligonom. Med osnovnima šolama Antona Aškerca in Gustava Šiliha so ga odprli prejšnji konec tedna, zanj pa je mestna občina Velenje zagotovila 62.000 evrov. V Velenju so si otvoritve svojega Pump Track poligona želeli že nekoliko prej, vendar so morali zaradi velikega zanimanja za postavitev tovrstnih poligonov nekoliko počakati v vrsti. Mi smo si želeli, glede na to, da ni prvi v Sloveniji, da je najboljši v Sloveniji in pravijo tisti, ki se s tem ukvarjajo, da je zelo dolg, da je zelo zahteven, da je pravzaprav takšen, kot so si ga želeli. Jaz si seveda želim, da ta investicija vredna preko 60.000 evrov koristno služi namenu in da bodo mladi tu najdli svoje stičišče
smučišče, svojo priložnost za trening, zabavo, druženje in da jim bo lepo, ter da bodo seveda varno uporabljali to stezo. Nove pridobitve na 950 kvadratnih metrih so se razveselili v številnih velenjskih društvih, tudi v društvu urbanih športov Velenje. Ja, vsekakor neko dobro preživljanje prostega časa, nasploh za komercialni del ljudi, kjer nam kot skejteri, ko hočemo prav skejtati, ni glih najbolj primeren, ker tukaj je le vožnja po njemu. Zelo, to je super. Tole, res ponosni smo, da je to in gremo naprej. Velenjski Pump Track poligon ima dve različni progi. Daljša, ki je dolga 190 metrov in široka 2 metra, je namenjena tistim z več znanja in izkušnjami. Krajša, 28-metrska, pa predvsem začetnikom. Prepričan sem, da bodo zelo hitro prešli z manj zahtevne na zahtevnejše. Vsekakor smo poskušali poskrbeti za vse, tiste manjše, mlajše, kot seveda tudi starejše. Zelo nerodno bi bilo, če bi imeli samo zahtevno progo in najmlajši ne bi imeli kje vaditi. Ja, to je primeren bolj za BMX-erja. Najmanj primerno je mogoče za skiro, ker so res mala koleščka, pa skejteri so tudi nekje vmes, v redu. Uporaba poligona je brezplačna, zaradi na novo urejene razsvetljave pa bo mogoča tudi v večernih urah. Mislim, da je tu en odprt prostor, da je lokacija odlična. Imeli smo sicer nekaj pripomb, da jemljemo zelenico sprehajalcem psov in podobnih zgodb. Prostora je za vse dovolj. Če bodo ravnali tako, kot pričakujemo, imajo vsi dovolj prostora. Ograjevanje pravzaprav nima smisla, ker je uporaba brezplačna, ker je namenjena vsem. Upam le, da se bodo vedno znova uspeli dogovoriti in pravilno uporabljati, skladno s pravili ta Pump Track, da ne bo poškodb in odvečnih prepirov. Vabljeni torej vsi in kot je znano za Velenje, mi pravzaprav to, kar nudimo lahko meščankam in meščanom, vsem generacijam, tokrat tudi mladim, ne zaračunavamo. Z velenjskim Pump Track poligonom bo upravljal športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana. V 6. krogu nogometnega državnega prvenstva je bila zaradi močnega dežja in posledično neprimernega igrišča tekma prestavljena na sredo. Celjani so gostovali v Ljudskem vrtu in proti vodilnemu moštvu državnega prvenstva remizirali z 1:1. Za Celjane je bil to že 4. neodločen izid v letošnji sezoni. Celjski nogometaši so se v Ljudski vrt odpravili kot zadnje uvrščena ekipa na prvenstveni razpredelnici. Mariborski gostitelji so na drugi strani novo prvoligaško sezono začeli odlično, saj so po 5 odigranih tekmah na samem vrhu lestvice. Nismo v nekem zavidljivem položaju, ampak mislim, da vsi igralci, kot tudi štab in ljudje v klubu, verjamemo, da to ni v bistvu realna situacija, da imamo več kvalitete. Tudi na vseh tekmah smo to pokazali, ampak žal nismo imeli sreče ali pa v bistvu v tistih glavnih segmentih dovolj koncentracije. Tako da neke posebne psihološke priprave ni bilo. Vemo pa, da je to Maribor, tako da tudi motivacija je bila na zelo visokem nivoju in to se je tudi pokazalo na tekmi. Med tednom so Celjani ostali brez portugalskega napadalca Jusija Lupete, ki je podpisal z Olimpijo, v kader pa se je vrnil Rudi Požek Vancaš, ki je prav tako na izhodnih vratih kluba. Ne, vsakega igralca v bistvu pogrešaš, ki gre, ker vsak igralec ima neke svoje kvalitete, ki dajo neko novo dimenzijo ekipi, ampak zdaj se moramo sredotočiti na ta kader, ki ga imamo. Rudi vsekakor tudi odlično, da je prišel nazaj, čeprav ne vem, če ga bomo uspeli zadržati, ampak to je vse super za njega. Mi smo razvojni klub, tako da mladi stremimo k temu, da naredimo ta preskok naprej in ko komu uspemo, seveda čestitamo.
Celjani so bili v prvem polčasu enakovredni nasprotniki vijoličastim. Vstopili smo v bistvu z našim ciljem, da nasprotnika nekako onemogočimo, da mu zapremo tiste poti k našemu golu. Mislim, da si niso ustvarjali nekih večjih priložnosti. Mi smo prežali v bistvu bolj na kontranapade, tako da prvi polčas mislim, da smo bili kar enakovredni, tako kot priložnosti, kot po igri. V drugem delu je le malo manjkalo, da bi v vodstvo prišli gostje. Imeli smo isto pri 0:0 eno 100% priložnost, ki smo žal zapravili, potem smo prejeli zadetek, pa smo že v bistvu mislili, da se bo spet ponovila ista zgodba, ko se nam dogaja v začetku tega prvenstva. Ampak smo se pobrali, se vrnili v igro, pritisnili na gol nasprotnika, zelo kvalitetnega nasprotnika, in to se nam je obrestovalo. V 82. minuti je izenačujoči gol dosegel Mariborčan v celjskem dresu Elvedin Džinić. Do konca tekme bi se lahko zgodilo, da bi gostje prišli celo do zmage. Mi smo še, mislim, da eno ali dve priložnosti, s kateri bi lahko prišli v vodstvo in prišli do prve zmage končno v tej sezoni. Nažalost spet nismo izkoristili, ampak konec koncev, ko pogledaš točke v Mariboru, vseeno ni nek slab dosežek, še posebej, če pogledamo njihovo trenutno formo, ki je zares dobra. Tako da v bistvu je to nek temelj, na katerem lahko gradimo naprej. V naslednjem kolu bodo Celjani v petek ob 21. uri igrali domačo tekmo z Domžalami. Ena evropska tekma, Domžale vemo, da so isto kvaliteten nasprotnik kot Maribor. Tudi oni so ranjeni, kot ste rekli, ampak tudi mi smo ranjeni. Tako da v bistvu obojni moramo zmagati, dobiti te 3 točke, ne smemo pa pozabiti, da mi igramo doma. Jutri bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V četrtek bo sprva po večini sončno, popoldne in zvečer bodo pod vplivom vremenske fronte, ki se bo pomikala čez srednjo Evropo, nastale posamezne plohe in nevihte. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.